Lep pozdrav, dobrodošli v novem tednu. Nisem prišla domov, ja, dežuje. Na zdaj plan, da jem, da dam stroj pred. Ob 6 imam nego obraza, oziroma masažo, kakorkoli. To bo zdaj pravo in se ful veselim. Pa v bistvu, ko pridem, imam ful za pospravljati, pa tako očistiti. Pa ja, knjigo brala in do konca prebrala. Tako da tudi današnji plan, pa bomo pa videli, kako pa kaj. A ja, pa še pesem moram pa prebrati, poezijo na dan, ko pridem nazaj. Pa sem prišla z masaže, oziroma nege obraza. Koliko je bilo pa to dobro. Oh my god. Pač mazala me z raznimi kremami, kaj je svinka, vse. Pa, ko mi je to sprala, ne, tako topla, mokra brisača ti da tako, pa veš, lepo nežno shranjuje. Pol je tam še stiskala, sicer to me je malo bolelo. Čudovito. Pa ful v redu ženska, tako da definitivno moram iti še kitajske. Sem v bistvu prvič v življenju na negi obraza, tako da definitivno bom še šla. Pa zgleda ful dobro, a ni? Tako da v bistvu hvala matki, da mi je kupila bon za rojsten dan. Medtem ko čakam par minut, da kvas malo vzhaja, preberem pesem na dan, oziroma poezija na dan. Danes imamo pa tle Nino Dragičević, ampak kdo? Pa mu rečem, če pridejo pome, pridejo pote. Ali čutiš ta strah v tej dolini, ta strah, ali ga čutiš? Pišeš, ali ga čutiš, ali slišiš prihod karavan? Ali si ti pripravljen? Ampak kako je možno, da ne vidim, da če pridejo pome, je on med njimi, ki pridejo pome? Zanimivo poezijo piše Nina. Tudi da sem jo tu prebrala, a ja, sem jo prebrala s 3 zvezdicami. Jaz bom kruhek naredila, ja, to je to, no, se je že tako, da tudi nimam kaj drugega. Jo, tole knjigo moram dokončati. Prebrala sem knjigo od Oskarja Severina, Oskarjeva zgodba. On je lastnik turistične agencije Oskar. Knjiga me je malo razočarala. Jaz sem pričakovala, da bodo to ful zgodbe s potovanj, ker model ima več kot 30 let izkušenj s potovanji. Pol knjige je bilo tako filozofskega značaja, kar meni ne paše. So bile tudi zanimive zgodbe, ampak ne vem, 2 ali 3 zvezdici, ne morem se odločiti. Naslovka mi je pa brez zamere gospodu Oskarju, meni se zdi njihova agencija zakon. Nisem še nikoli potovala, pa bi da potovala. Ampak ta naslovka si ne rabiš dati sebe, daš kaj drugega. Pač tako vse je Oskar, Oskar, Oskar. Tako da ja, no, malo več sem pričakovala. Jebi ga. Zdaj pa naslednjo iz knjižnice od Fride McFadden. Naslednjo sem dobila, danes sem šla po njo, sem imela rezervirano. Pa svojimi nadaljujem, ja, tako. Lep pozdravček. Nisem domov prišla. Jo, tle imam polno torbo vsega boga. Pa smetim. Šla sem v Millerja, pa sem vzela cet za posodo, zobna pasta, deodorant, ker mi vsega zmanjkuje, omega 3, pa tale filter za čaj, ker imam te ene čaje, ki so izven vrečkic. Hudo. Lepa. Ni bilo ful poceni, ampak ok, lepa. Skočila sem še v Felixe, ker sem na Čopovi in sem na ono. Ajde bom šla, ker nisem res dolg, malo pogledat.
Takoj zagledam Prešernove poezije v večji obliki, tako kot sem hotela. Pač kaj ne. Rdeča barva, valjda, da sem vzela, itak so lepe 17 €. Mi je všeč font in vse, papir, pač naslovnica, vse. Pa sem pa še tole videla od Eve Mahkovic, Toxic. Jebi ga. Tako da sem pač tudi to. Tale je taka posebna, no. Tako da, res da mi ona njena prejšnja, oziroma najbolj ta zadnja knjiga ni bila najbolj všeč. Tale je prva ali druga, ne vem zdaj točno, ker mislim, da jih je 3 napisala. Enostavno sem jo morala imeti, čeprav ni bila pocen. Tako da to je to, evo. No, zdaj pa, vsej standard bom jedla. Danes moram res pospraviti, včeraj pa sploh nisem, no, ko se mi ide, da po masaži ni več žal, tako da danes pa je pa treba malo tlele zrihtati, da bo lepo in čisto. Wow, to nas je obiskal sonce. Prav toplo, mislim, ni toplo, ampak tako, čist drugo. Zanimivo. In danes bom takoj porabila tole. Čajček sem že dala, imam pa tega, ker smo zanj žubili na domačiji kovačnik. Mamo bo čakala, bom testirala potem. Zdaj bomo pa prebrali poezijo. Mogoče vsakmu ni zanimivo pa všeč, ampak še zmer lahko preskočiš ali pa kaj, ne vem. Zdaj imamo pa Sapfo. Enkrat sem slučajno si v knjižnici sposodila in sem se čisto navdušila. 16. Mnogim konjenica se zdi najlepša stvar na črni zemlji. Pehota drugim, tretjim spet brodovje. A meni tisto, v kar si zaljubljen. To bom zlahka vsakomur dokazala. Helena, nad vsemi ljudmi lepoti, vzvišena, odšla je, moža pustila, vrlega kralja. Ni na plovbi v Trojo šla ji misel, ne kot roku, niti k preljubim staršem. Ki pridi, sledila je zapeljana. Jaz ob tem se spet anaktorije spomnim, ni o meni. Rajši spet bi videla ljubko hojo, spet ozrla žar na obrazu svetlem, kot vozove lidijske trume pešcev v polni opravi. Ne doseže popolne sreče, le za delež smejo ljudje prositi, pa tle je ni teksta, ker je ali nečitljivo, a ne tako. To, ja, joj, kaj sem ostala? Danes sem bila, recimo, malo produktivna, malo sem prah spucala na nekaterih mestih, ker prah mi je tako res zadnja stvar, ki jo imam rada. Posesala, pomila školjko, umivalnik, jutri bom tuškala, tako da vsak dan pomalo, da no preveč naenkrat. Zdaj imam še par slanih palačink, pa bom to pogrela, pa dala sirček gor, pa lepo zapekla, da se sir stopi, umila jutri za službo. Sem čajček probala, malo je še vroč. Preveč je zeliščen, oziroma nekaj mi ne paše. Tle je ful stvari. Meta, melisa, kopriva, dobra misel, rman, lipa, materina dušica, bezeg, žajbelj, žajbelj mi moje ne paše, ja. Ognjič, kamilica, sivka, vrtnica. Pa mogoče kombinacija preveč vsega. Mislim, zelo so pohvalili čaj, tako da verjamem, da večini je dober. Jaz sem pač glede čajev malo specifičen okus, v bistvu. Jaz sem ful rada te čaje z vrečke, tako da. Pa še nekaj za lahko večerico. Tole, kar sem spekla za jutr, pač toliko mi je zadišalo, tako da bom imela še zdaj, pa koruzico z oljčkom in to je to. Ojla, lep pozdrav. Čisto sem zadihala. Skočila sem v trgovino, ampak sem vzela samo par stvari, ker je tako zdragim jutr. Trgovino pa nisem hodila tovoriti. Sem sladoled sem vzela, ker se mi ful je. Pa sem našla še tele rogličke s pistacijo, znižane. Drugače redna cena, ne vem, 10 €, banalno, 10 pa še nekaj celo. Zdaj so bile 6 pa še nekaj, že to je kot tako, ni? In sem zadnje dobila. Tole stavljam
mozzarella. To sem sicer nekaj drugega vzela. Zdaj pa najprej jest, pa. Knjigo moram dokončati. Alrighty. Prebrala sem od Fride McFadden Izbranec. V 2 dneh sem jo prebrala. Ja, jaz sem tako love-hate relationship z njimi knjigami. Se to je tisto, zakaj se to hit berejo. Zato, ker ja, se je zanimiv, normalno, ker je thriller, po drugi strani pa tudi zato, ker je ful preprost jezik. Mislim, meni so tele njeni liki banalni, tako res banalni. Jaz ne vem, kje dobiva ta ženska te ideje. Ba je, da napiše 3+ knjige na leto. Vsi so dosti površinske, sem tudi gledala en YouTube video. So površinski, lobby ful bolj dodelala, ampak okej. Ne vem, kaj je fora, da napišeš 3+ knjige na leto. Meni se je Sally Rooney zdela nora, ki je vsak let izdala knjigo, ta je še bolj. Najprej sem tako, kakor se je zgodba razvijala, mi je res ful všeč, 4 zvezdicami ocena. Imam še naslednjo rezervirano, tako da, ko bo. Zdaj sem pa našla poezijo. Je zelo kratka, tako da ne rabiš bežati stran. Ne, jaz upam, da so cool te poezije, če ne vem. Ok. Se pravi, Ifigenija Simonovič kasneje. Ona je tako dosti znana pesnica, tudi še druge stvari počne. Kaj še počne? Prevaja, lončari. Sem jo že enkrat prebrala, ampak se normalno ne spomnim. Vem, da mi je bila cool, tako da sem jo pol danes še enkrat prebrala. S 3 zvezdicami sem ocenila, izbrala sem pa tole. Zasnežena črnina. Storži v snegu, srh po koži, mučno je hrepeneti. A ni taka? Ne, zdaj pa, danes sem gledala eno video od ene youtuberke Project No Buy, ki dela te fotore videe pač o tem, o konzumerizmu, o nekupovanju itd., ne, Project Pants, pa tako. In sem gledala February BAE basket, oziroma imaš tudi te Burr basket, Boo basket, ko kao narediš neko košarico, ali pa Valentine's basket, whatever, ne. To je kao za prijateljico zdaj za Valentinovo, ali pa ne vem, fant ženski, itd., pač boljši, totalni, konzumeristični. No, in ona je naredila pač svojo verzijo stvari, ki jih ima doma, ki hoče jih recimo uporabiti v mesecu februarju, oziroma pač vsak mesec, kakorkoli, in si jo sama sestavila in sem pa še nadejala, jaz bi tudi to. Me pač inspirirala, tako da tole je moja košarica. Se pravi, v mesecu februarju bi rada porabila tele 4 maskice za pod oči, eye patches, zato ker vem, da jih lahko porabim. Samo moram se tako, dostikrat pozabim, kaj so tam. Rada bi porabila tale parfum od Yumi. Drugače ful diši. Zanj sva z Julio ugotovili, jaz sem je kupila ta, ampak jaz sem bila tako zdi, da ima obe isti von. Čisto sem pozabila, da sem jaz vzela drug von. Ona ima kašmir, ki brutalno diši, tale tudi ful diši, je pa Into the Night. Je pa res že ful, evo, že skoraj se ne vidi. Tako, po moje, čisto sam to, da je dno prekrito, tako da to bo ful malo ga zmanjkalo. Čakaj, kje imam za listek? Aha, sem si na listek napisala. Aja, potem tale, kako se reče, lip balm. Tega imam že, zdaj, mislim, koliko razgleda, da je malo, ga je ful velik. To bi res rada porabila čim prej, zato ker po eni strani mi je všeč, po drugi mi ni. Vmes se mi zdi, da mi je še bolj iritiral usnice, da sem ga res rabila skozi. Zdaj mi je okej, se mi zdi, da je dober. To, ampak bi ga rada porabila v tem mesecu. Potem sem pa še knjige, ki bi jih rada prebrala, oziroma tudi kot ta TBR, ne, to be read. Se pravi, naslednja, ki jo bom brala, je tale, Svetlobe smrti, oziroma februarja, ki si jih želim prebrati, od Igorja Zabela, Art, popotni zapiski, in pa Muriel Barbary, Eleganca ježa, kot to mi je Neva predlagala že po moje 1 let nazaj in bi rada prebrala ta mesec. Zdaj imam tle 3 knjige, ki bi jih rada prebrala v tem mesecu, ampak zaenkrat bom samo te 3 pustila, pa ko preberem, pa grem naprej, si zvrtati svoje knjige v svojo knjižnico.
Zdaj bom samo iz knjižnice jemala pač poezijo, če bom rabila, pa to, kar rezerviram. Zdaj bom rezervirane po moje ene 4 knjige, danes sem kar nekaj rezervirala, no. Mislim, se 5 jih lahko naenkrat, tako da je to. Ja, to. Pa zdaj bom spekla tele pistacijeve rogljičke in poročam, kaki so. In koliko omenjam Frido in rezervirano knjigo, prišla je naslednja knjiga. Tako da moram jutri oziroma čimprej iti po njo. Bože, koliko vam je še njenih knjig za prebrati? Se mi zdi, da sem jih že ful prebrala, ampak še kar ni konc. Še kar jih imam ful. Tlele imam tale pistacijev rogljiček. Ta nadev se mi zdi tako mal, kada alkohol čutim, se ne nujem, da je. Rogljiček je sam pa sebi ful dober. Ta nadev mi pa ni toliko. Tako da, noro. Jo moram kupiti od 3 Marie. Njihovi rogljički so najboljši. Ojla. Dobro jutro, dober dan. Šla sva v trgovino. V Lidla. Sem kar malo živčna, ker se nisem toliko domača z Lidlom in pol itak ne vem, kje stoji in sem malo kar živčna. V glavnem, se pravi, pirina polnozrnata moka, jaz sam pirino uporabljam doma, taninski čaj, stegno, mleto meso, polenta, potem imamo tle banance, kruh, ko dišijo mega, oljčno olje, vino, potem imamo še navadno pirino moko, 2-krat, skutica, no take skute mehne imam rada, ne pa une ta velike, to je 200 gramov, ne pa une ogromne, ki ti porabiš ne. Tole sem pa videla, ima nek azijski kotiček, lasi, ananas in koko. Nice, tako da, upam, da niso neki koščki pa to. Pa jabčka in pa WC papir. To je to. Ja, no zdaj pa pospravljati, pa zajtrk nam bomo naredila, pa itak delam popoldne, tako da bom videla vmes, če se bo še kaj dan res. Zdaj hočem dati knjige v vrečko, da jih vrnem v knjižnico. In tako vidim 2 knjigi od Fride, pa zdaj grem še po eno. No, gledam učiteljica pa izbranec. No, Rani. Res, te njene knjige so vse rezervirane, to moraš rezervirati, če jo hočeš brati. Noro. Jo, moram pa še one prečekirati. Ema, mislim, da te tako ime, mi je napisala, da za 2 avtorici, da sta podobni Fridi, tako da moram to prečekirati, pa si sposoditi, pa brati. Še več kriminalk brati, se mi zdi, da kriminalk še zmeraj še najmanj berem, pa jih imamo v bistvu ful rada, oziroma te psihološki trilerji. Pa kvaj un avstrijski Franc neki, pa Chris Carter valjda, Kagata Christie, on je tako malo pase. Niste sploh tako. Prebereš 2 pa vse po istem kopitu, vsej tudi Frida, ampak Agati Christie se vidi, pač v drugem obdobju je ustvarjala. Zdaj nama bom pa zajtrk naredila. A veš, kaj sem včeraj imela, da hočem porabiti tale parfumček? Evo, danes sem ga porabila. Zdaj imam pa še unga. Zdaj imam še tega, ki sem ga kupila v Bosni. Tokle bo diši tako svetlično. Nač, zdaj pa grem, najprej grem v knjižnico, pa v službo. Oj, da ti še preberem poezijo na dan, zelo kratka. Lana Del Rey, Violet, Bent Backwards Over the Grass. A ni lepa naslovka. To je v bistvu haiku, tako da bo zelo kratka.
Jasmine in the air. The burden of fame is real. Never felt so clear. Ni cool, no? Po mi je všeč. Na koncu so haikuji, predtem so pa tako pesmi ali pa taka dolga besedila, pa še fotke. Nekatere fotke so tako malo čudne, slabe kvalitete, no, ampak ful je bilo v bistvu všeč in sem jo ocenila 4 zvezdicami. Dobro jutro. Zelo sem zanimala, mislim, da je očitno. V glavnem zdaj imam ful perile za oprat, pa bi rada ima brala, pa jedla. Pred službo se na hitro dobim z Julijo, ko se nisva res ful dolgo videli. Ja, pa tole. Uporabljam svoje stvari, ki jih imam doma. Oh my god, zdaj sem dojela, da je tole 100. vlog. Wow. To je v bistvu, ja, aprila bi bo 2 leti. Wow. Samo 2 meseca v bistvu manjkata, bi bilo 2 leti. Tako da moram verjeti. Pa do zdaj mogoče, da mi ni uspela uploadati, ok, takrat, ko sem si vzela pauzo. Joj, stroj. Mislim, da mi enkrat ni uspela uploadati vloga, ko sem bila v Bosni. Nisem čez jih. Pa takrat, ko sem si pauzo vzela. Mogoče 2-krat, da nisem. Ali pa samo enkrat. Pa to je bilo tako, jaz sem na samo malo bom probala, zato ker jaz ful rada gledam vloge. In sem si želela, da tudi ti gledaš to in se je obnesel, oziroma pač kakorkoli se nima veze, da si tudi zgulom subscriberje, ampak lej, čisto cool je. Upam, da tale stroj ni moteč. Ker več ne snemam teh kratkih videov in pa se pač vidi zgulom subscriberje, ampak lej, tako pač je. Ja, in sem najprej upam, da se bo prijel, bom probala, kakor se mi bo dal, ker je nekaj dela s tem, sedaj sem se že ful ufurala v to editiranje in je že ful lažji, a ne, pa zdaj res prodelam. Včasih sem počakala do petka ali do četrtka, preden sem začela editirati. Halo? Zdaj mi na kraj pameti ne pade. Pa sem vmes, mislim, da v sredo, ja, najprej sem v petek začela, pa sem prestala na sredo, zdaj se včasih v torku v bistvu začnem načeloma, ja, mislim, tako je, ne, ko se začne teden, pač odvisno, koliko je snemam, včasih ima več, včasih ima manj, ne. A ni to noro? Tako da ja, tlej bi se ti v bistvu zahvalila, res hvala, da gledaš te vloge, meni to največ pomeni. Vem, kako je na današnjem svetu, ko je že vsak drug kreator, influencer, itd. Jaz nisem nič od tega, jaz sem samo, kako se že enkrat omenila, navadna ženskica, ki živi neko realno, normalno življenje in v bistvu hvala, da si del tega in da spremljaš, ker vem, koliko je danes ta pozornost. V bistvu danes je pozornost največja ta neka vrednota. Vrednota, govorim v tem smislu, ne cash, ne, ampak ta pozornost. Mislim, jaz si tak finančno praktično nimač od tega, no, tako. Tako da ja, res, hvala, da gledaš te videe. In da so ti cool. Kar jaz tudi rada snemam, no, tako. Včasih mi gre tako malo vse na živce. Se tudi vidi, da prehajam ta neka leta, ker se mi telo spreminja, hormoni delajo po svoje, da sem malo pa živčna itd., ne. In se mi pa včasih tako, pa zakaj jaz to sploh delam? Se vem, da je za svojo dušo, pa po drugi strani pa zakaj? Pa ko dobim tako lep komentar od tebe, mi pa to v bistvu vse pomeni, tako da res ful hvala. Jaz to pač ne jemljem samoumevno, no, tako da hvala. Zdaj bom pa kafe spila, pa brala Frido. Tale mi do zdaj sploh ni toliko zanimiva, pa sem prebrala, sicer nisem veliko, skoraj 50 strani, tako da bomo videli. Danes imam cilj prebrati, pa upam, da mi je vratila. Au. Z mojo Julčko sva se dobili očitno v Zvezdi, Preslonu. Zdaj mogo začenjam neko novo serijo, testiranj hran, kave, kavarn, no, v bistvu v LJ, oziroma pač kamorkoli grem. Ne pričakovati veliko, itak je pač vse ful drago, tako da, ko bom pač šla, se bom trudila tako malo bolj oceniti. V glavnem, tle je bilo polno, pa se mi zdi, da je bil sam ena takrat, tako da mi je bilo kar malo žal za njega. Kavica itak dobra, obe sva naročili malo saharco. To imamo v bistvu obe ful radi. Te mehne saharce so toliko dobre, ker so take sočne in res pač zakon je. Tako da ja, to je to. Jaz sem šla pol itak v knjižnico, pa službo, tako da če ti je cool, da še več kaj tako posnamem, ne vem, ko grem jest, pit, karkoli, pač napiši v komentar. Hvala!
Oj, evo me doma. Tole sem danes našla v Mercatorju. Keto, piškot z belo čokolado in cheesecake. Aha, mandljeva moka, kokosova moka, brez sladkorja, umetna sladila. Sicer nisem jih fenica. Se piše soft. Tako, kar neka palačinka. Lepo diši po kokosu. Posebej limone čut. Je tako zelo posebno, ni kot ta navaden piškot. Ja. Ni slabo, ampak ni to. Moram se spraviti, narediti svoje piškote, ker se mi jejo že par dni, pardon. Ni slabo. Se ne pričakovati unga, navadnega. Ne pričakovati ta navaden piškot s sladkorjem in z vsemi temi stvarmi. Ampak ni pa slabo. Poezija na dan, poezija na noč. Danes imamo pa Zalo Đurić Ljubavi. To je njena druga pesniška zbirka. Čarovnica. Mogoče se počutim prazno zaradi koščkov sebe, ki sem jih pozabila v dušah, ki so včasih bile del moje. Samo kmalu spet cela, samo čas potrebujem. To in še 1 kilo žajblja. Tole sem to pa še enkrat prebrala. So zelo take ljubezenske, včasih malo, kakšna je tako mogoče malo neprimerna za YouTube, pa ne mislim tako nič kaj tazga, ampak tako no. Drugače ocenam 4 zvezdicami, taka zelo lepa, je pa moja, ne. Zdaj pa želim prebrati eno knjigo. Prebrala sem Fredo McFadden, Najemnica. Tale mi je bila mogoče, v prvih 100 strani je bilo tako kar dolgočasnih. Nič se ni dogajalo, sam neka razlaga, šele pol se je začelo odvijati, no, druga polovica knjige. Čeprav si na koncu je bila pol ful dobra, pa seveda spet v 2 dnevi sem jo prebrala. Noro, res njene knjige strani se same vračajo. Tole je že 8. knjiga, ki sem jo od nje prebrala. Imam jih pa še 4, plus 1 je v angleščini, no, ki še ni prevedena, tako da no, sej itak za eno sem videla, da se je ful dolg čaka. Tako da ja, se jo bom rezervirala, pa bo ka bo, a ne. S 3 zvezdicami jo ocenim, pač ja, je bila pol dobra. Pa pol na koncu, ko že uno misliš, pa pol se čist na koncu zgodi nek tak prebrat, da si kar uno, damn. Pa še tele poezije sem prebrala, od Katarine Tominec, Neizrečenke. Tole sem sicer že zadnjič brala eno, pa sem danes pol, oziroma naključno sem odprla eno. Danes sem jo pa potem celo prebrala, pa mi v bistvu ni bila najbolj všeč, malo mi je bila tako srhljiva. In sem jo ocenila z 2 zvezdicami. To sem tudi našla, ki je bilo to, knjižica sem imela odpis, tako da jo v bistvu tudi ne obdržim in bo šla v eno knjigo pežnico. Tako, zdaj pa nadaljujem z eno svojo, ko sem jo začela, ampak sem jo pač nehala brati zaradi Fride. Tako da ja, zdaj nadaljujem z uno. Kaj ne rečem, zasvojila me je ženska in moram res še najti take avtorje, kot je ona. Dobro jutro. We wish you a Merry Christmas. Lep pozdravček! V glavnem, ja, danes sem šla v galerijo Fotografija. Kupila sem 2 knjigi in sicer najprej tole. Italija v 50-ih. O tej knjigi že kar nekaj časa razmišljam, tako da je bilo edino smotrno, smiselno, da sem jo vzela. Pa znižana je bila malo, no. In pa še tole sem našla, Željko Kozinc, Pozni žarek, je pa poezija. Pač v okviru Valentinova, no, oziroma ta Love Festival Ljubljana, no, so pač jo dali, tako da jej! To, dobro, bila sem še šparil, to nima veze. Ja, to je to. In pa poezijo imam za danes in sicer Pablo Neruda. Jaz sem njega odkrila, nisem čez zih na začetku srednje, mogoče na koncu srednje. V bistvu sem ga odkrila po tej njegovi najbolj znani pesmi.
Puedo escribir los versos más tristes esa noche, oziroma to noč lahko piše najbolj žalostne verze, itd., itd. Ne bomo tele brali, sem našla eno malo krajšo, no, ker 100 let ga nisem brala. In zdaj sem tako čisto drugače gledala na njegovo poezijo. Cenila sem jo sicer zdaj s 3 zvezdicami. Dajmo tole prebrati. Tradicija. V nočeh Španije se je skozi stare vrtove sprehajala tradicija, polna mrtvega sluza. Škropila je zemljo z ognjem in kugo. Imela je rep iz megle, pošastna in neresnična. Oblečena v asmo in raztrgana krvavo obleko. Njen obraz z globokimi strmečimi očmi je bil iz zelenih polžev, ki so jedli grobove. In njena brezzoba usta so vsako noč grizla še nerojen klas, skrito rudnino, in šla je mimo s krono iz zelenega osata in sejala kosti mrtvih in bodala. Prevedel Jože Udovič. Wow. Noro. Ja. Zelo zanimivo življenje mi je Pavla Neruda, sem že v bistvu nekaj pozabila vse, tako da tudi tle piše, tukaj so v bistvu pa zbrane njegove pesmi, no. Tako da ja, zelo zanimiv. No, zdaj se grem pa kopat. Ako noč. Dobro jutro. Zastavica. Gremo v cerkev. Zdaj smo pa prišla do aleje, gremo na kavico. Jaz bi sicer raje v centru, ampak je Zoki nabil parking €70 na uro. Dulce de leche, Macron. Oh my god. Hudje. Cheese. Fabulous. Zdaj smo pa v Valterju. Danes mi v Valterju ni bilo tako dobro. Ok, čevapi so bili v redu, ampak lepinja je bila malček suha. Ni hujšega, kakor suha lepinja v čevapih, res ni hujšega. Neka žvalo leti. Mrzlo je bilo not, stari. Prav morala sem biti oblečena v bundo, mislim. Ne vem, meni je ta Valter najboljši tle pri polikliniki, ampak vibe not, pa tako sploh ni urejeno. To zdaj sam še služijo, vlagajo pa nič. Tako, Volt im je tak skozi pisku, pač tudi tak vem, da imajo skozi folk. Ampak ja, nič pa več ne vlagajo v prostor, no. Tako, ker res je vse zastarelo pa to. Tako ja, evo, danes sem bila mogoče drugič razočarana v Valterju, ker načeloma so mi njihovi čevapi najboljši, ampak suha lepinja, to pa ne moram oprostiti. Jo, kaj je bilo še danes, ker sva z Dragim bila pač v LJ in je bila ena ful lepa kužika, pojma nimam, katera pasma je to, in me je pogledala in sem živja in se je kar ustavila. To se mi tokrat tako da zgodi, ponovadi se me sicer kaj težima, ne. In pa se me pač valjda, ne, pobožala pa to, oh my god. Tok lepa pasma, ampak nisem je vprašala, no, ker se ne bomo mudili. Jaz bi kužija, pa muco. Mi je lihmat rekla, da bi moja babi imela danes rojsten dan, če bi bila še živa. Imela bi 91 let, ampak nažalost je šla že zdavni, že leta 97. In jaz še zmer trpim za njo, tako da. Šel. Zdaj bom pa delala bolognese s testeninami. Dragi bo šel na trening. Jaz sem v Christmasu, ne, se ne. Nekaj bi gledala, ali kakšen film ali pa kaj. Ali pa malo brala, no. Ne, v bistvu sem malo odmor vzela od knjige, bom raje kaj gledala, kakšen film, no. Nonce, ful sem slaba s temi filmi, skozi pol YouTube gledam na koncu, nič od filmov.
kosilo, oziroma zdaj že skoraj večerja. Malček preveč tekoče je, to zdaj vidim, ima dobro. Še poezijo na dan, da ti preberem. Tole imamo zelo posebno, in sicer moja sledilka Inge Dovinc, ki mi je enkrat lansko let, v bistvu nedolgo nazaj, poslala svojo zbirko poezij, ki je res čudovita, o ljubezni in ljubezni. Jaz. Jaz, ki sedim, a v sebi trdno stojim in govorim. Govorim in stojim, naj vam bo to v opomin. Mogoče zdaj nakladam in pogumna se vam zdim, a resnica je ta, da sem najstnica in tudi jaz zdaj trpim. Ako trpim, se ne predam, odrinem se in vzplapolam. Jaz, ki na prvi pogled morda nisem zanimiva, toda v meni se neka iskrica skriva, lahko sem vedra in igriva. Tisti, ki pozna mene, za mojo iskrico ne ve, vidi samo zaporo, ogrodje okoli nje, stvar na 4 kolesih. Sprašujejo me o vseh možnih ovirah, pretresih in raznih procesih. Trdno stojim in govorim, jaz vas nič ne skrbim, na svetu sem zato, da preprosto živim. Čudovita. Inge, tale tvoja zbirka je čudovita. In sem ful vesela in hvaležna, da si mi jo poslala, in ful vesela, da sem lahko te v tem mesecu poezije na dan tudi lahko brala. Boj sem enkrat le zaključila vlog, sicer ura ni niti pol 8. Malo sem sladoledila, malček me je grlo muč. Nač, lepo bodi, zmer cenim, da gledaš, hvala, da si tle, rada te imam in se vidimo naslednjič. Oh my god, tole je 100. vlog. 100. vlog. In upam še na mnogo njih. Lepo se mej.